Živijo. Sva Davor in Andraž iz Svitek TV in danes bo za vas ocenila eno zelo luštno mini napravco, ki sva jo po precej ugodni ceni naročila na igabiba.si. Gre za Google Nest Mini, Google mini zvočnik z veliko dušo, ki bo odličen dodatek k vašemu pametnemu domu, če se zanj pač odločite. In če se po ogledu tega videa odločite za naju, se naročite na tale najen YouTube kanal, spremljajte naju na Facebooku, Instagramu, TikToku in pa Twitterju, pa nama pomagajte, da skupaj zberemo 1000 naročnikov za najno prvo obletnico obstoja na YouTubu. Okay, fine. Do you understand that? Yes. Kakor sva že omenila, sva Google Nest Mini kupila na igabiba.si. Jaz sem po Instagramu brskal po storiji in sem med temi storiji videl oglas za akcijo, kjer se dobita dva Google Nest Minija za 60 evrov in sem rekel, Andražu, to pa mi morava kupiti za sprobati, če nič drugega, samo za YouTube, ampak tudi tako je uporabno. Ponavadi za to denarja za 60 evrov dobite enega, tako da mislim, da je bil kar super deal, ker je vsak od naju kupil po enega zase, lahko tudi iz prve roke poveva, kakšne so najne osebne izkušnje, ampak dobro, pojmo za začetek samo okvirno čez, kaj sploh Google Nest Mini je. Čist po domače povedano je Google Nest Mini pameten zvočnik, preko katerega lahko poslušate muziko, podcaste in predvajate zvok iz video vsebin. Zvočnik je narejen iz plastičnega in tkaninastega dela, pri čemer je tkanina 100% narejena iz recikliranih plastenk, plastičen del od spodaj pa iz 35% reciklirane plastike, tako da je Google tudi malce okoljsko ozaveščen. Nastavitev tega pametnega zvočnika sicer ni najhitrejša, si morate dati cel kup dovoljenj, da vas aplikacija Google Home App sploh spusti naprej. Najdete jo na Google Play Storeu, pa na App Storeu na iPhonih. Ta aplikacija vas dobesedno vodi za rokico in je do uporabnika zelo prijazna. Tudi če Google Nest Mini pride v paketu z italijanskim jezikom, tako kot smo mi dva dobila v najnem primeru. V Google Home aplikaciji lahko določite razne parametre, kot je jakost zvoka, določate nizke in visoke tone. Poleg tega pa imate znotraj nastavitev v aplikaciji še kup dodatnih funkcij. Recimo, kako naj se naprava obnaša po noč, da se spremenijo kontrole glede na pozicijo naprave, če jo montirate na strop in pa še. Ta naprava je sicer naslednica Google Home Mini iz leta 2018 in nikjer se to boljš ne pozna, kot pa pri samih zvočnikih, ki so konkretno boljši, zahvaljujoč novemu 40 mm gonilniku. To prav tako pomaga, da lahko napravi dajete zvočne ukaze iz razdalje tudi do 2 metrov in to v precej hrupnem okolju lahko, naprimer pod tušem, ko hočete izboljšati svoje realno slabe karaoke spise. V roko na srce še izmerno ni najboljši zvočnik na trgu, daleč od tega. Zelo marsikjer drug Google zvočnik je boljši in ima bolj polhen zvok od tega Google Nest Minija, ampak za tako majhno napravo je zvok res čisto soliden, zelo je priročen, ker ga lahko pospravite praktično kamorkoli v bajti in za svojo velikost je prekleto glasen. Jakost zvoka sicer lahko nadzorujete tako, da lahko pritiskate na virtualne tipke na vrhu za glasnost zvočnika. Poleg določanja jakosti lahko z virtualnimi gumbi na dotik muziko tudi pauzirate tako, da enkrat tapnete na vrh in bo pač zapauziralo predvajanje glasa. Če že govorimo o predvajanju muzike, Google Nest Mini jo predvaja iz različnih pretočnih storitev lahko, kot so YouTube Music, Spotify, Deezer in še kakšne druge. Midva sva sprobala prve 2 storitve. Apple Music ni tovarniško podprt, ampak se to težavo da rešiti na androidnih telefonih. Samo če imate androidni telefon in gor Apple Music, lahko castate muziko na Google Nest Mini brez večjih problemov, ampak ja, morate imeti androiden telefon, na iPhonu vam to ne bo delal. Ste mogli povezati pač samo prek Bluetootha. Android Master Race. Edini fizični gumb na celi napravi je gumb za utišanje, oziroma tako imenovani mute slider, ki prepreči, da bi napravo upravljali z glasom,
kar pride prav zlasti za tiste, ki ne marate, da vam naprava skozi prisluškuje in pošilja vaše podatke naprej. To je bil hit, ne? It was a joke, honey. It was a joke. Lahko pa še zmeraj gor predvajate in pa kastate muziko, tudi če nimate tega. Ja, Google Nest Mini ima cel kup zelo priročnih funkcij, ki jih mi da prej sicer nisem mogla sprobati, ker nimajo toliko pametnih naprav. Tako da lahko Google Nest Mini povežete tudi v skupino z drugimi Googlovimi podobnimi zvočniki, da vas v prostoru res lahko muzika obkroža iz vseh strani. Prav tako pa lahko Google Nest Mini preko aplikacije Google Home nadzorujete druge pametne naprave v domovanju, kot so pametne žarnice, termostati, pametne žaluzije, pametni ventilatorji in tako dalje. Jaz razmišljam o nakupu pametnih žarnic, upam, da jih bom čim prej dobil oziroma se odločil za nakup in v tem vas bo tudi sproti obveščala, kakšna je situacija, če ne drugega prek socialnih omrežij najnih. Zato bi bilo zelo priročno za vas, da se naročite na najin kanal in nam sledite tudi na drugih omrežjih. Zastonj je. S tem pametnim zvočnikom lahko drugače nadzirate tudi druge pametne naprave doma, ki imajo vgrajen Google asistenta, ki ga lahko sprašujete in mu zadajate določene naloge. Kar storite s tem, da izgovorite komando Hey Google in mu s tem zastavite vprašanje ali pa date ukaz. Lahko rečete OK Google. Hey Google, tell me a joke. Why shouldn't you write with a broken pencil? Because it's pointless. Okay. Hey Google, when is Avatar 2 gonna come out? Here's what I understood from Wikipedia. Avatar 2 will be released in cinemas on December 18, 2020. Hey Google, how tall is Burj Khalifa? The Burj Khalifa is 828 meters tall. Okay. Hey Google, what's the weather gonna be like on 15th of March in Kran in Celsius? Monday in Podnar, it'll be partly cloudy with a high of 48 and a low of 27. Hey Google, what do you think about Siri voice assistant? Full respect, being an assistant is hard work. Googlovega asistenta lahko v podprtih jezikih torej sprašujete po najnovejših novicah, lahko vam pove vreme, daje nasvete, zabeleži kakšne opomnike, nastavi budilko, pove čas, še kakšne druge stvari so tudi na voljo. Ampak poudarek je na podprtih jezikih, kot so angleščina, italijanščina, nemščina, francoščina in pa drugi. Slovenščine žal spet ni na seznamu te korporacije, pač Google, vsaj za Google Nest Mini. Ste kaj drugega pričakovali? Ne, res ne. I mean, what is that about? A so tudi kakšne negativne opaske v zvezi s tem pametnim zvočnikom? Ja, itak valjda. Recimo, če hočete, da vam Google Nest Mini dela na polno, kot se zagre, morate imeti naročnino na razne pretočne storitve za muziko, kot so YouTube Music in Spotify Premium, drugače ne boste upravičeni do vseh teh funkcij. Lahko si pogledate tudi najin video o teh pretočnih storitvah. Jaz sicer s preizkušanjem teh funkcij nekako nisem imel skoraj nobenih težav, ker imam YouTube Premium, ki vključuje tudi YouTube Music. Poleg tega imam tudi Spotify, ki je pa s hackom Premium. No? Ja, jaz sem veliko hitreje naletel na težave, ker nimam ne YouTube Premiuma in ne Spotify Premium, vsaj ne zakupljenega, imam samo shakane verzije, ker je zvočnik takoj zaznal, da niso uradne verzije, ampak shakane, in Spotify mi imel tudi zaradi tega dražje težave, ker ima pač samo shakanga. Druga bolj banalna opomba je pa tale polnilc za Google Nest Mini, ki svojo okroglostjo povzroča precej težav, ko ga hočete na razdelilcu priklopiti, ker zavzame kar dosti placa na razdelilcu, čeprav nekako sovpada z okroglostjo tele naprave. Res, hud problem, moram reči. Ampak hotel ste slišati slabo stran, no pač dobili ste jo. Google Nest Mini tudi nima notranje baterije, zaradi česar mora biti ves cajt priklopljen v štrom, ampak to morate vzeti v zakup, ker gre za tak tip pametnega zvočnika. Če vam to ne ustreza, se boste pač mogli v konkurenci ozreti. In tak je dosti majhen, da se ga kamorkoli da, pa tudi kabel ni toliko kratek. Drugače pa, evo, to je bilo to od naju za to oceno Google Nest Minija, nad katerim sem bila res zadovoljna. Ja, res, da obstajajo še tudi boljši pametni zvočniki, ampak za tako ceno dobite toliko dobro napravo, ki omogoča toliko različnih funkcij. Ne vem, no, nama se zdi vreden svojega denarja.
plus Google ga skozi posodablja, tudi polkna cena 60 € je vredna. Ja, mislim, da je bil v taki akciji res pač vreden svojega denarja. Tako pa sploh. Ja, tako da ga brez težav priporoča komurkoli. Mhm. Kaj pa vi? Bi vas zanimal Google Nest Mini? Sporočite nam dol v komentarjih, bo hvaležna vsake ocene. Mi se pa že zelo kmalu vidimo v naslednjem videu, tako da lep preostanek vikenda in čau! Čau!